Najkar povabim svoje sogovornika, vas pa tudi povabim, da sodelujete v pogovoru, da kaj vprašate, poveste kakšen svoj vtis. Torej, dobrodošla in vljudno vabljena Rok Biček, koproducent. In pa scenarist in režiser filma Olmo Omerzo. Čestitke za film in hvala. Hvala. Mogoče, če začnemo čisto na začetku z enim precej banalnim, pa spet ne toliko banalnim vprašanjem, kako se je ta film pri tebi začel? Namreč zgodba je zelo močna v tem filmu, je pa tudi močno sporočilo, pa me zanima, kaj je bilo prej, kaj je bilo potem, ali je bilo hkrati? V bistvu začelo se je s tem, da so s Petrom Piho, s katerim so pisali skupaj scenarij, so nekako imela neko idejo o liku Iva, o katerem so se začela nekako pogovarjati. Sem imel v bistvu neko tako prvo zamisel, da me je fasciniralo, kako sem slišal pač neka ta gesla teh biznismenov, ki so vstopili v politiko, v bistvu povsod po Evropi, v svetu in tako naprej. No, so govorili to, kako je treba vesti državo kot firmo. In istočasno me je zelo zanimalo, kako te tipi v bistvu bi na nek način, kakšen imajo odnos do družine, če v isto pač na nek način na njo gledajo kot na firmo. In to je bila neka taka čisto osnovna ideja, pa neka želja, da bi bil, v bistvu zelo me je zanimalo imeti nesimpatični glavni lik, pa spraševal sem samega sebe, če sem sposoben v bistvu posneti glavni lik nesimpatičen, s katerim se totalno ne strinjam, kaj on predstavlja, ampak da v nekem določenem trenutku sem empatičen k njemu in na nek način imam neko razumevanje do neke njegove usode, čeprav se z njo ne strinjam. To je bila ena stvar, potem pa zelo dolg časa sva razmišljala, kdo bo antagonist te zgodbe, ki bo tematsko v bistvu povsem na drugem predstavljal nekaj povsem drugega, v bistvu ne bo to nek ta pragmatizem, ampak tako da potem sem enkrat ugotovil, da okoli sebe berem zelo veliko teh zgodb o ženskah in moških, ki so žrtve spletnega kriminala in da se pojavlja v bistvu ves čas ta isti vzorec nekih ameriških vojakov, ki so nedosegljivi in polni nekih obljub. In v bistvu me je blazno fasciniral ta moment, da nisem v bistvu znal razumeti tega razloga, da je nekdo sposoben v bistvu svoje življenje postaviti tako zelo na kocko, pa v bistvu vse riskirati v svojem življenju samo za neko to predstavo, da bi bil lahko srečen še enkrat. In se mi je zdelo, da to zelo nekaj govori v bistvu o družbi, v kateri živimo danes, da najbrž obstajajo ljudje, ki so tako ekstremno osamljeni, da se niti ne zavedamo te neke velikosti ali pa neke globine te osamljenosti, da lahko dejansko generira tako odločitev, ker to, kar se mi je zdelo fascinantno, je, da se to ne da posploševati samo na neko karakterno lastnost, v smislu, da pač ta ženska je naivna, zato ker gre sem za nek fenomen oziroma pač teh primerov je ekstremno veliko posod po svetu. In istočasno recimo neko prvo verzijo, ne scenarija, ampak bolj kot treatment v smislu te zgodbe, ki jo človek piše brez dialogov, sem probal pisati iz perspektive nje. In enkrat sem ugotovil, da v nekem temu klasičnemu eksponiranju likov mi ne funkcionira v bistvu, da vsi te prijemi teh predzgodb so delovali ali patetično, ali pa celo, ko bi temu rekel, ne dovolj močni, da bi v bistvu upravičevali ta dogodek. Tako da tukaj se mi je zdelo v bistvu zanimivo, da celo nekaki te klasični prijemi, kako eksponirati v nekem psihološkem smislu, nekako niso funkcionirali, zato ker je vsem ta prepad med tem, kako razumemo ta dejanja, pa kako si predstavljamo, je prevelik. Tako da v trenutku, ko sem spremenil to perspektivo, je naenkrat tudi ta njen lik v bistvu oživel, ker je ratala nek tak enigmatični lik, ki se nam v bistvu znotraj pač neke žanrske konvencije postopno odpira, postopno se razkriva v bistvu, kaj ona počne, zakaj to počne in tako naprej.
Ampak si rekel žanrska konvencija in pri tem najbrž misliš na kriminalko? Mislim v bistvu, da se mi je zdelo zanimivo, da je to na nek način ta prva polovica filma je tako kot neka detektivka, kjer pač nimamo detektiva, gledalec je v glavni vlogi tega detektiva. Potem pa pač tako kot glavni lik naleti na nek način na tej sceni v gorah, naleti na nek ta zid te resničnosti, da v bistvu trči do neke te resničnosti, ki jo on sam več ne razume. In tam se mi zdi, da pač gledalec jasno ugotovi, da pač po vsej verjetnosti ne bomo nikoli izvedeli, kdo je ta, ki je v bistvu vse to sprožil. In tukaj pade pač ta žanrska konvencija. Če bi zdaj delal naprej v žanrskem smislu, se bo to po vsej verjetnosti nadaljevalo na način, kakor pač glavni lik sumi, ne? Da bi lahko bil nekdo v družini, se pravi, bi se resnično izkazalo, recimo, da za vsem stoji sin. In tudi je recimo zanimivo, ko sem se pogovarjal recimo z gledalci, ne, gledalce ima vedno ta nek občutek, da je udomačen v tem žanru, tako da do zadnjega trenutka upa, da bo nekdo da sen je sin. Ne? In tako recimo vedno pride tako kdo za mano pa reče, ampak je sin, ne? Je sin. In tako pa v enem trenutku sem celo pomislil, če sem mogoče bil premalo dobeseden v temu finalnemu verdiktu, ki ga pač pove o ptiči, ne sodnik. Ne? Ampak ja, no. Ne, ker jaz sem pa začela seveda zaradi ptičev razmišljati o grški tragediji. Ne samo zbor imamo ptiče, ki komentirajo dogajanje, ampak tudi liki so v resnici tragični liki, ker oni niso, tudi glavni lik, on ni negativc, on je kakršen je in je popolnoma iskren v tem. Ne? In tudi vsi ostali nekako predstavljajo, seveda imajo neko psihologijo pa tako in družinsko zlasti, ampak predstavljajo neke dinamike v sodobni družbi. Oče je velik in močan in vsi so v resnici deležni ene velike tragedije. Ne? Ja. Se strinjam, Marja. Super. Nice. Zdaj bi pa Roka vprašala, ker me zanima, glede na to, da si tak močen režiser, kako to delaš kot producent, tudi močen, glede na to, da kot producent tvoji filmi tudi odmevajo, pa me zanima, kdaj sta vidva začela sodelovati, a sta bila prijatelja odprej, in še to me zanima, a potem to, da si ti kot producent, pomeni, da tudi sodeluješ v kakšnih dialogih z režiserjem. Ja, jaz sem se spoznala na pikniku filmske iniciative v Mostecu. Sva se zelo hitro poštekala. No, tako. Pa so pa veliko prijateljevala, preden sva v bistvu delala Zimske muhe prvič skupaj. Ampak ja, meni je to v bistvu super, da imaš sogovornika. Pa mislim, da sva nekje na isti frekvenci, pa da se dobro razumeva, tako da drugmu komentirava ideje. Jaz sem malo počasnejši kot Rolmo. A pa torej kot producent deluješ nekako tako, da moraš režiserja poznati, preden se spustiš v to, manj kot biznis, pa bolj kot neko spet ustvarjalno izkušnjo? Jaz sem zmeraj tako deloval. Ne predstavljam se, da bi delal kot producent z nekom, s katerim nisi nekje na isti frekvenci. Porad je film biznis, ampak če hočeš delati biznis, pa lahko delaš kaj drugega. Aha, za producenta ali čisto? Ker je Olmo omenil tudi te 2 leti, ki sta bili z epidemijo, pa to mogoče, če še iz tvoje strani to izkušnjo malo. To so take trivialne stvari. Bilo je stresno, kako dobiti Vibino tehniko nazaj iz Češke, ko se je lockdown naredil. Pa mi smo mogli to tehniko vrniti, ker so jo druge ekipe rabile, tako da smo imeli celo reševalno akcijo za Vibino kamero. Tako da so Čehi pripeljali do Avstrije, v Avstriji so neki naši kolegi prevzeli, pa so pripeljali do Šentilje, pa tam so... Kaj so prevzeli, so razkužili?
točno to je bilo, mislim. Lun je šel iz naše strani, Lun Sevnik, asistent režije, je šel z bratom, s kombijem na mejo, sred največje te krize, mislim, oba v nekih skoraj da skafandrih, ne, mislim, ko nismo vedeli, kaj se dogaja. Ne. Mogli smo pa kamero spraviti nazaj, ampak spravim, to so v tem trenutku trivialne stvari. Ne. Kaj pa pomeni to za samo ustvarjanje filma, ta nek vakuum? Tam je bil v bistvu nastal največji problem, da dejansko nas je to doletelo po 15 snemalnih dneh, to se pravi na polovici snemanja. In največji problem je bil v tem, da vsi te igralci, teh 5 igralcev je ekstremno znanih na Češkem in oni imajo tako pač 2 leti naprej totalno nabit program. In ker je to bilo, ta lockdown je bil ta prvi, se pravi začela se je pandemija, nihče ni vedel, kdaj se bojo te restrikcije umaknile oziroma kdaj bomo mi lahko začeli snemati. Istočasno pa vse te produkcije, ki so imele rezervirane te igralce, niso hoteli pač spreminjati svojega programa, ker so isto upali, da mogoče jim bo ratalo te projekte speljati. Jaz sem imel pa tak največji moj strah je pa bil, da ker edini možni termin je bil več kot čez pol leta šele. To je bilo zame v bistvu nekaj nepredstavljivega, da v bistvu po nekem zelo intenzivnem delu, po igralskih vajah se v bistvu se porazgubi, razprši, vsi mentalno pridejo v druge projekte. Tako da v bistvu jaz sem si nekako izračunal, da pač ker vlada je podobno kot povsod po Evropi, so se te odločitve dogajale pač v petek, so povedali, da v ponedeljek se bojo stvari spremenile. Ne? Se pravi, vse je bilo dejansko iz dneva v dan. Tako da sem si izračunal, če mi bomo teoretično prvi pa pripravljeni, bo tam nastalo neko okno, bo neko rezervno okno nastalo v smislu 10-14 dni pred temi ostalimi produkcijami, ker oni ne bodo mogli biti tako zelo hitro pripravljeni. Tako da v bistvu sem nekako na silo prepričal teh nekih 10 ljudi, da je non-stop delalo plane, non-stop rezerviralo lokacije. Imeli smo na koncu dejansko nek 20 možen plan, vsi so bili že totalno jezni name, ampak tako totalno. In pol se to vse skupaj se nekako pač zgodilo. Ne? Ker v bistvu se ful je zanimivo, ker pač znotraj te pandemije jaz sem v bistvu ostal v tem projektu. Ne? Jaz sem pač montiral istočasno, pač zame je bila ta glavna vloga ta projekt speljati. Ne? Potem so pa ljudje, ki niso recimo kreativno povezani s tem projektom in se mi je ful različne stvari so se jim začele dogajati. Recimo ljudje kar naenkrat po 14 dnevih ugotovilo, da v bistvu so nesrečni v svojem življenju, pa da noče več živeti v Pragi, pa recimo ta, ki je vodila celo produkcijo, se je preselila nekam na nek vikend, kjer ni bilo niti signala telefonskega in enkrat se odločila, da ne bo več delala teh stvari v svojem življenju. In pač to je bil zadnji projekt, ki ga je mogla po pogodbi pač dokončati. In ni bila edina, ne. Ful je bilo ljudi recimo znotraj tega biznisa, mislim posla, ker naenkrat ugotoviš, da na nek način jih to sploh ne veseli, kar počnejo. Ne? Tako da... Mogoče kakšno vprašanje iz publike, kakšen komentar, mnenje? Hvala, najprej bi vam čestitil za film, pa ta predfilm sem v bistvu videl že v Uherskem Hradišti, tako da sem ga zdaj videl še enkrat, ja, je bilo super. Je ta lik glavni tudi kako povezan s tem glavnim likom iz predfilma, oziroma ima kakšno neko skupno noto? Drugo vprašanje pa, odkje je ideja ptic, kako to v bistvu razlagate? V bistvu edina povezava tega lika pa igralca je, da tudi tam ta igralec je blazno znan, tak klasični dramski tip igralca. In on, tak režiserka, ki dela castinge, ne, tak, ki pač dela castinge, ga je poklicala, ker je pač vedela, da ne bo zelo enostavno njega dobiti za kratek film, ne, ki je pač ta legenda. In mu je rekla tako, rekla je, da pripravljam celovečerca, ne, in mu je tako kao, on je upal, da bo potem igral v celovečercu, čeprav sem že vedel, da ne bo igral v celovečercu. In
potem je on prvi dan na snemanju ugotovil, da pač ta plan ne funkcionira. Nekdo mu je povedal, da v bistvu že Miroslav Donutil je nakastan. In potem je dejansko teh 5 dni delal pač grozno. No. Mislim, non-stop se mi je maščeval, non-stop je bil res obupan. Tako da se mi je to recimo prvi zgodilo, da dejansko, ne vem, igralec protestira na snemanju, pa tako ves čas je recimo tako pač vse mu je bilo za malo, pa čim je vstal iz te posle, ki je bila pač neka ekstremno draga posla, ko smo jim masirala ta hrbet, da je bilo vse v redu. Ne. In vedno, ko je vstal, je začel recitirati Shakespearea, da mi je pokazal, da on je igralec, ki je vreden drugega formata, ne pa tega. Pa tako, no, skratka, to je v bistvu taka neka povezava med tema dvema likoma pa filmoma. Kar se Ptičev tiče, pa bili so že v scenariju na nekih 3 mestih. Recimo, jaz sem se zelo ukvarjal s tem, ne vem, v nekem trenutku z nekimi takimi stvarmi, ali ne vem, lahko sploh še danes po vseh teh kriminalnih serijah posnamem prizor, kjer sodnik pove verdikt. To je tako, se mi zdi tak ogromen klišej, da skoraj več ne gre to posnet. In sem potem recimo glih, ne vem, sem si rekel, da bi bilo zanimivo, v bistvu, ker se mi zdelo to blazno pomembno, da se verbalizira v tem filmu, pač kdo je dobil koliko let. Ker je tudi zanimivo, recimo, da pač nekako na kakšen način se zgodi obsodba teh likov. Tako da pa se mi je v nekem trenutku, ko sem dobil to idejo, da bi te ptiči to začeli govoriti, se mi je zelo to recimo simpatično. Plus recimo trenutek, kako prikazati, da, ne vem, da recimo glavni lik postane paranoičen, to je tudi tako zelo ekstremno, ogromno nekih konvencij, kako to narediti. Tako da tle se mi je tudi zdelo zanimivo, da bi to govorili ptiči. Potem pa v določenem trenutku v montaži se mi je pa zdelo zanimivo, pač glih tudi zaradi teh nekih Twitterov, pa zaradi vseh teh nekih stvari, izpostavljati nek svet, ki funkcionira nad našimi liki. Plus nekako se mi je zdelo tako zanimivo, perverzno, kako vsi te korporati uporabljajo, ne vem, recimo Twitter ima tega ptiča v svojem logu, naše podatke vložimo jih shranjujemo v cloude. Tako posod je neka ta narava v teh firmah, pač jabolko in tako naprej. No, ampak narava je pa tudi zelo prisotna v vseh tvojih filmih, ne? Meni se zdi, da v bistvu je to neka taka, tudi v tem filmu, da je to tako malenkost neka ironizacija človeka. Se mi zdi preko tega, tudi te ptiči se mi zdi, sem ustvarjal nek ta odstop, da tako človek pač postane tako malenkost majhen ob temu David Attenborough pristopu. Zdaj, ki je gospod omenil oba filma, ne, mi je pa zanimivo, ker v resnici imata oba filma nekako enako tematiko, se pravi stanje sveta in družbe zdaj, ampak se mi zdi, da kratki film vseeno ima nek tak svetu konc, nekaj se bo zgodil, nekaj se spreminja, medtem ko pri Celovečercu nekako te dediči, ne, bojo funkcionirali na drugačen način, bojo pa pelali isto zgodbo. Ne? Tako da me zanima tvoje razmišljanje ob tem. Mislim, pri kratkem filmu se mi je zdelo, pač jaz sem se zelo enostavno lahko identificiral s to Nino. Tako pač nisem imel problema v bistvu nekako vstopiti z njo v zgodbo. Tudi, ne vem, ponavadi vedno dobi človek, mislim, saj jaz dobim idejo najprej na način, da še ne vem, kdo je glavni lik. Tudi tle se nam je zelo ponujala ta možnost, da v bistvu da bi lahko bil to nek skupinski portret, ker ta tribunal je bil tudi ful zanimiv, v bistvu, kako te sorodniki se začnejo tako izpostavljati pristransko do cele situacije. Ampak se mi je zdelo v bistvu vsem zelo zanimivo to pokazati iz te njene perspektive. Pri Celovečercu pa ne vem, no, mislim, jaz sem to dojemal kot neko tako moralno zgodbo. Mogoče, ne vem, te filme predtem sem vedno tako delal bolj odprte, kar se tiče tudi mnenja pa interpretacije. Tle pa se mi je zdelo na nek način, da je treba imeti to piko na koncu tega stavka.
Tako da najbrž tudi zaradi tega pač te stvari izpadejo. Tako, mislim, nisem si znal predstavljati, tako vem, da mi je nekdo malenkost očital, tako kot da je veliko bolj enostavno ubiti glavni lik, kot pa ga ne ubiti, ampak se mi tako nekako ni zdelo možno, nekako, da bi preživel. No, tudi če ne vem. No. Mogoče še kakšno vprašanje iz publike? Jaz bi potem vprašala, ker ta ansambel v celovečernem filmu, pa tudi v kratkem, v resnici, glede na to, kar smo že govorili, ne, da ti razumeš neko zgodovino družine zelo jasno, ne, ampak ni pa nekih analiz psiholoških in tako ne. Kako dosežeš eno to tako realistično igro pri igralcih? Tako spontano, tako. Pa še nekaj bi dodala. Ta v kratkem filmu gospod, ne, ima tako fizionomijo, da ti takoj vse razumeš. Noro je to. Pa leži, pa ima zaprte oči. Tam je bil še en tak brezvezen detajl. Jaz sem hotel od njega, se spomnim, da enkrat sem prišel domov in da je oče zaspal pred televizorjem na kavču in so se mu tako odprla malo usta in mu je tako milni mehurček pač nastal. Ne? Tako, ko je dihal in je spal. Ne? In se mi je zdel to tak lep detajl in sem hotel, da bi on pač v trenutku, ko oni vstopijo v to sobo, ne? In ga gledajo, ko spi, predno zazvoni telefon, da bi bil pač taka situacija, da bi se zgodila. In on je rekel, da slino pa on v življenju ne bo imel nič z njo delal, ne? In tle je v bistvu ratal ta glavni konflikt, ne? Da on je rekel, da pač to pa se njemu ne bi moglo nikoli zgoditi in tako naprej. Tako da to je ena stvar, tako da je bilo težavno recimo delati, kar sem že prej rekel, ampak nasplošno to, kar si rekla, ne vem, jaz mislim, recimo, jaz sem imel dolg časa občutek, da nisem ta tip režiserja, ki bi pač znal delati z igralci, recimo na šoli. Jaz sem neko tako prepričanje, da pač te igralski tipi režiserjev narekovajo so v bistvu malenkost igralci, da to so taki te pač ekscentrični tipi, ki preigravajo igralcem, kako ne igrajo, pa sem gotovo, da se vsi igralci smejo tem režiserjem, ki jim skačejo po odru, pa kažejo, kako bi oni to zaigrali. Pa ugotovil sem, da v nekem trenutku, da sem se na šoli celo malenkost znalašč bolj v to osredotočil, zato ker nisem bil tako zelo suveren, pa sem vadil z njimi. V enem trenutku sem ugotovil, da mi to še kar gre, da v bistvu mislim nekako v bistvu uživam v temu. In tudi recimo dost ustrajam pri teh nekih igralskih vajah, ki so pa bolj, pač imam nek sistem, na kakšen način v bistvu delam okoli tega scenarija, recimo veliko improviziramo, pa ne tako zelo nad temi konkretnimi situacijami, ampak recimo nad situacijami, ki so mogoče malo lenkost znalaš drugačne, kot so tam napisane, pa iščemo neke druge stvari, da se pač ne bi to preveč ponavljalo, kar je v filmu. No. Ampak težko rečem, no, mislim. Pa mislim v bistvu tudi to, da ker sem delal s temi otroki veliko, pa z neigralci, da se v bistvu naučiš, da ne moreš bullshitati v bistvu v tem smislu. Otrokom ne moreš govoriti, kako si ti predstavljaš, pa da bo zdaj on to verbaliziral v svoj jezik, ampak da moraš zelo konkretno razumeti situacijo, pa da moraš v bistvu ga voditi na način, kako bi temu rekel, nekih zelo jasnih navodil, ki niso v bistvu tako eksplikatorne, ampak da razumeš v bistvu, kako lahko popraviš nekaj, kar ne funkcionira v situaciji z nečim zelo konkretnim, da v bistvu greš v neko napotek, ki je del akcije, ne pa del, kako jaz vidim končno rezultat situacije. Tako da to se mi zdi, da v bistvu delam potem čisto na zelo podoben način z igralci. Mogoče je tukaj še vprašanje za Roka, ker je tudi izjemen režiser igralcev in enako z nekimi mladimi ljudmi in tako. Kako pa ti delaš z igralci? Pa še drug del vprašanja, kako potem, ko gledaš filme, a ti analiziraš ali gledaš film kot gledalec? Ja, tega privilegija, da je bilo kot gledalec, žal nimam, ne? Pa mojega noben filmar nima. Lahko do neke točke to odmisliš, ampak ja, mislim, pro dobrom filmu se zmeraj sprašujem, kako je to režiser naredil. Ne? Malo še z Olmotom neporavnane debate, da mi izda neke te male skrivnosti. Ja,
pa tvoje skrivnosti za delo z igralci? Pa, ne vem, mislim. Vse Olmo bi se povedal, recept. Moraš biti jasen. Nikle nekega filozofiranja. Mislim, pri izkušenih igralcih ti lahko se skriješ za tem, pa te oni prečitajo, pa vseeno naredijo. Ne? Pa če so tako diplomati, ti ne dajo vedeti, da so te prečitali, ampak ti veš, da so te prečitali. Ne? Pri tamalih pa tega ni. Tam pa pol ne dobiš rezultate. In če hočeš rezultate, rekel tako, kot je Olmo rekel, ne? Moraš biti jasen. In ga pač, če ne pošteka sam, ga moraš korak po koraku pelati čez situacijo, ne? In emocijo. Tu rade vprašanje, če gledaš tvoje filme, ki imaš tako brutalne situacije, ne, če gledamo ga zadnji kratki film, a veš, kako konkretno rečeš, ali pustiš malo situacijo tudi, da se odvija sama? Odvisno od situacije, nekje moraš pustiti, pa v bistvu manj, kot posegaš, boljše. Nekje pa moraš včasih, ko bi že vsi odnehali, iti še malo čez. Ampak nista vidva režiserja, ki ne skrivaj klopnete otroka, da bi jokal, ali? No, jaz nisem nobenega tepa, ampak ne. V bistvu zelo nežno vse. Mogoče še potem o tvojem glavnem igralcu, kot sem razumela, ko sem brala tvoje intervjuje, pa tako je čist drugačen lik, ponovadi je komik. Ja, komik pa on ima tako neko, v bistvu ima znotraj blazno je popularen, ampak istočasno je tako malenkost preziran v teh nekih kulturnih sferah. Tako ima zelo veliko nekih takih, kako bi temu rekel, ja, no. Tako da recimo, ko sem jaz rekel, da bom pač v glavni vlogi imel Miroslav Donatila, to pač je bila ta cela scena, je bila tako, mislim, tako, kako je to možno, ne? Pa zakaj bi on mogel dobiti to priložnost, ali tako v bistvu je bilo. Kar je na nek način pri meni v bistvu to, kar mene najbolj zanima ali pa kar me najbolj moti, v bistvu ta nek snobizem, da se pač te krogi vedno zapirajo, pa da se dela z nekimi ljudmi, ki se lahko z njimi dela. Tako da me vedno nekako bolj zanima v bistvu delati, recimo, mislim, me bolj zanima neka ta njegova zgodba, sploh zaradi tega, ker vem, da ima izjemen potencial, ker sem ga videl v gledališču tudi v bolj resnih vlogah. Pa tudi recimo v filmu je igral v tem takem v bistvu prvem filmu po 89. od Vere Hitilove, ki je bil pač totalno sjemen. Tako da v bistvu je bilo mislim, meni je bilo zanimivo z njim delati. Ni bilo, ko bi temu rekel, on je bil najbrž ekstremno odprt, glede na to, kako, ker jaz sem slišal toliko enih zgodb, kako je, vsi so me svarili, da ne z njim ne delam, da ne posluša, da dela po svoje, da režiserjev ne upošteva in ta način. In v bistvu ena stvar se mi je zelo hitro na začetku v bistvu ful obrestovala, da na prvem sestanku, ko je on prebral scenarij, pa mu je bil všeč, sem v bistvu tako dost naravnost povedal, na kakšen način bom delal, ali pa na kakšen način delam, za razliko od tega, kako je on vajen. Plus pač malenko sem se cenzuriral, ampak povedal sem mu več ali manj to, kar mi drugi o njemu govorijo, kako se obnaša pač na splošno na snemanjih, poprašal sem ga, če bo to isto počel meni. In potem je on tako v bistvu, tako se mi zdi, da me prvič začel oči gledati, da je to ta tip, ki pač tako govori, da ne gleda oči pač. In je bilo, po mojem bil presenečen, da ga nekdo sploh mu je sposoben povedati take stvari. Ker meni se je pa spet istočasno zdelo, da mislim, če mi bo to počel, kar sem slišal, kar pač drugi v bistvu veliko boljš, da ne delava skupaj, mislim, ker to se ne predstavljam pač, ker mislim kot režiser biti na svetu z nekom, ki te v bistvu ne upošteva. Tako da dejansko je bilo potem to sodelovanje tako ekstremno zanimivo. Bila je pa še ena stvar, ki je nisem doživel še pri drugih igralcih, in to je to, da je v bistvu blazno tehničen tip igralca, v smislu, da je ekstremno pripravljen, ampak da ima zelo jasno predstavo o svojem liku in da je blazen velik minimalist, kar je sem ugotovil veliko težje za režiserja, kakor delati z nekom, ki igra preveč, ker če igra preveč, pač na nek način, če najdete neko pravo izhodišče, neko pravo energijo ali kakorkoli, potem je to v bistvu samo vprašanje
da se pač nekako zniža ta intenziteta. Ne. Pri njemu pa v bistvu sem imel bolj občutek, da je treba več, ne, ker je pač nekako navajen v bistvu zelo veliki grad v televiziji in je ugotovil, da v bistvu, če se zniža nek ta svoj nizek ton, potem to nekako funkcionira. Ampak jaz sem naenkrat po prvih 2 dneh snemanja ugotovil, da mi tam nekaj manjka, oziroma pri prvem dnevu snemanja. Ampak nisem vedel čisto najbolj, kako k temu pristopati, pač, ker ni funkcioniralo reči več. Tako da tle sem se ful matral. Ampak po enem trenutku, čim smo se nekako ujeli, je bilo po v bistvu zelo super sodelovanje. Mogoče še kakšno vprašanje od publike? Potem bi pa jaz sam še zadnje vprašanje, ki me zanima čist konkretno ali pa čist izvedbeno. A potem Kadre ptic si tudi ti snemo ali to gre druga ekipa početi? Tako je bilo, da deloma je snemala druga ekipa, pač ta druga kamera v trenutkih, ko pač nisem rabil drugega kamermana. Ugotovili smo, da obstaja neka aplikacija na telefonu, ki vabi te ptiče, pač, da sproža neke določene zvoke. Pok je bil pa COVID, pa pač naenkrat sem imel ful časa. Sem ugotovil, v bistvu, itak me je ves čas fascinirala neka taka ideja, da pač tega človeka, ki vse to skupaj sproži, ne? Vseh teh nekih ljudi, ki so ponovadi, glede na vse te neke študije, da to pač izhajajo iz Afrike in tako naprej, da obstaja nek cel biznis s preprodajo ukradenih Facebookovih profilov in tako naprej. In se mi je zelo zanimivo v bistvu to, da dejansko oni uporabljajo znotraj pač za namene manipulacije, uporabljajo pač te materiale, ki jih imam isto jaz, če pač se usedem za 1 uro na internet pa začnem googlati. Ne. Tako da sem v enem trenutku, pač v trenutku, ko se ni dalo snemati, ko pač sem bil samo doma zaprt, ne, sem začel pač raziskovati v teh bankah vse te žive možne materiale, Afganistan, posnetke, ptiče in to naprej. In me tako najbrž ne bi v nekem drugem filmu nikoli uporabljal pač tujih posnetkov, ampak tukaj sem pa pač naenkrat ful teh posnetkov uporabil. Pa jih isto kombiniral s temi svojimi posnetki, pač ta Afganistan je itak na nek način neka licenca v bistvu, ki potem v drugi polovici filma porazumemo, zakaj to tam je. Ampak tudi te ptiče, recimo, smo določene imeli posnete, vedno sem iskal nek določeno kvaliteto tega posnetka, da bom lahko v gradu v bistvu to izpeljal, tako da gledalec ne bo vedel, da je to nekdo drug posnel. Ampak tako se mi je zelo zanimivo v bistvu biti tako malo kao ta bad guy, ker v bistvu je bilo zanimivo, da potem je bil kamerman tega filma nominiran za to pač kamermansko nagrado, ne, in potem je bil tak trailer, ki smo bili pač na tej podelitvi, ne, bil trailer iz njegovega prispevka pri filmu in je dejansko tam, ne, imel samo en kader, mogoče v tem trailerju, ki ga je on posnel, vsi ostali kadri so bili pa iz teh bank. Če je še kakšno vprašanje iz publike? Sicer bi jaz vse povabila na vince ali pivo, ki ga časti Kinodvor in verjetno distributer. Vama bi se pa zahvalila za ta lušen pogovor. Hvala vsem. Hvala.